Še zadnje ocene ob koncu šolskega leta, za nekatere tudi stres zaradi mature. Da med učenjem ostanejo zbrani, nekateri dijaki posežejo celo po zdravilu za zdravljenje, motnje pozornosti s hiperaktivnostjo. Pravijo, da v tistem trenutku postanejo 100-krat bolj produktivni, da nekaj, kar bi jim porabili 2-3 ure za učenje, se lahko naučijo v 1 uri. Tudi ena učenka na naši šoli uporablja tabletke za učenje, da ima boljši fokus, da dlje časa je skoncentrirana in da nima potrebe po spanju. Sem na zdravstveno predpisanih tabletkah za ADHD. Sem imel primer, pri katerem so me vprašali, če bi lahko kaj prodal, ampak ne smem. Da lahko nekoliko izboljša spomin, potrdi pedopsihiatrinja. A je ta učinek majhen in omejen pri zdravih ljudeh, ter darila lahko povzročajo upad natančnosti? Ni pa to neko čudežno sredstvo, da v primeru, recimo, če ti nimaš nobene motivacije za učenje, da če boš to vzel, da boš pa kar naenkrat pridobil voljo do tega. Ritalin ali koncerta se sicer dobita zgolj z receptom. Če se to zlorablja, podobna zdravila ali celo kupuje na črnem trgu, kjer je tudi ne vemo, kaj sploh v teh substancah, ki jih kupijo, je. Tveganje veliko. Povišanje krvnega pritiska, srčnega utripa, kar lahko pri ranljivih posameznikih vodi v motnje srčnega ritma. Pri zdravih posameznikih, pri teh, ki torej nimajo diagnosticirane in potrjene motnje pozornosti, višajo tveganje za razvoj odvisnosti, ker delujejo na dopaminski sistem v možganih. Mladi pri učenju vse bolj uživajo tudi pomirjevala. Opažamo v zadnjih letih, da je uporaba med mladostniki povečana, verjetno zaradi tega, ker je tudi dostopnost na črnem trgu večja, kot je bila v preteklosti. Preprodaja po kakih veselicah, pa žurkah, kakor pa neke te klasične droge, ko so prej bile. V Centru za zdravljenje od prepovedanih drog se sicer zaradi uživanja drog tedensko zdravi od 50 do 60 mladostnikov.